Bolniki za multiplo sklerozo imamo večkrat različne omejitve v gibanju in imamo težave v dnevnih aktivnostih in pa tudi v aktivnostih tekom celega dneva. Tako sami pri sebi razmišljamo, da bi pa potrebovali nekatere pripomočke, ne vemo pa, kaj narediti, na koga se obrniti, katere dokumentacije potrebujemo, da lahko pridemo, ne vem, nekam v neko trgovino, kot je zdaj to recimo pri vas, da bi lahko pripomoček dobili preko zdravstvene storitve. Ja, postopek je sledeč. Prva stvar je, da morate obiskati svojega zdravnika, ki seveda pozna tudi vašo diagnozo in ta vas napoti na specialistični pregled v URI Soča v Ljubljano. Tam je strokovna komisija, katera oceni in določi vašo invalidnost, vašo manjšo zmožnost za gibanje in na osnovi tega se izda odločba in naročilnica. Ko to dobite, potem pridete na podjetje, k nam na Novo Reho in pri nas vam z vašo pomočjo, z vašimi željami, z vašimi zahtevami vam poiščemo primerni pripomoček. Tako da zdaj, če to prav razumem, rabim od specialista naročilnico, ki pa zgleda kako? Kaj je to naročilnica? Naročilnica je, tukaj jaz imam pri sebi, to je dokument, na katerem piše, kaj vam pripada. Kakšen pripomoček lahko vi dobite in ga plača tudi zdravstvo. Vi si lahko, seveda, enak pripomoček dobite nadstandardni, če želite, ampak za tistega pač morate neko malenkost doplačati. Ker imamo primer, veliko ljudi z multiplo sklerozo pride k nam, da dobijo skuterje, električne skuterje in imamo pa različne skuterje. Imamo potovalne skuterje, imamo za ljudi, ko želijo imeti skuter samo doma, da se vozijo okrog, v trgovino, v cerkev, k prijateljem. In potem tiste, ki so pač malo bolj, ne vem, izpopolnjenih, treba doplačati. Ja, čisto odvisno. Odvisno je od velikosti skuterja, odvisno je od teže, od hitrosti, od vsega. In tisto potem ne gre v kompletu na naročilnico? Ne, tisto ne gre. Ni pa to veliko doplačilo. Ni pa to, recimo imamo složiv skuter, za katerega je doplačilo 16 evrov. Že na osnovno naročilnico. Tako da pa je to. Tako da potem v resnici ta postopek niti ni tako zakomplicirano, kot se mogoče mi sami predstavljamo, kaj vse od dokumentacije grozne rabimo. Sploh ne, največji problem je včasih priti v Ljubljano, da si zdravniki vzamejo čas, da vas pregledajo. No ja, to pa je spet drugo, ne.